Dobro jutro. Danes pa me zanima oziroma imam eno vprašanje zate, in sicer, a se ti je že mogoče kdaj zgodilo, da napišeš eno ful dobro objavo za družabna omrežja, se res ful potrudiš, najdeš še ful lepo slikco zraven, skratka res taka super objava in potem objaviš in se ne zgodi nič. Mogoče, a ne, ti kdo všečka, mogoče ga ti sama pa samo všečkaš, pa mogoče še en je od mame ali pa kakega bližnjega, potem pa se nič ne dogaja. In če se ti je že kdaj to zgodilo, potem najbrž so se nekako prišli tisti občutki, a ne, da se počutiš totalno nevidno, da to je itak brez veze, da karkoli delaš, a ne, da tudi recimo, če objaviš nekaj na družabnih omrežjih, ni nobenega efekta. Ali pa mogoče pošlješ mail, pa ti nihče ne odpiše in tako naprej. In mogoče se začnejo zraven te nevidnosti, prihajajo tudi dvomi, a sploh ti zmoreš, a sploh ti to znaš, da mogoče nimaš pravih besed, da ne znaš, da nikoli ti ne bo uspelo in začneš pač dvomiti lahko v čisto vse. In kaj je v tem primeru potem najhujši scenarij? Da se v tem primeru, ko ni nekega odziva, potegneš še bolj vase in se še bolj skriješ. Začneš manj objavljati, začneš manj komunicirati s strankami, začneš se skratka potegneš se nazaj in postaneš še manj viden. Še manj te ljudje lahko sploh zaznajo in običajno se potem to začne poznati tudi na prodaji. Kar je seveda logično, a ne? Ker če ne gradimo torej na neki prepoznavnosti, če ne damo možnosti ljudem, da nas spoznajo, potem lahko vse to nekako začne zapadati, a ne. Ampak obstaja pa v bistvu rešitev, ki jo lahko kadarkoli začnemo implementirati. In prvo kot prvo, kar bi rada poudarila, je to, da zamenjamo metrike uspeha. Kaj mislim s tem? To mislim predvsem za družabna omrežja. Če so ti metrike uspeha do zdaj recimo bili, koliko je všečkov, pa koliko je odgovorov, pa tako naprej, potem bi bilo fajn to zamenjati, a ne, pa mogoče raje razmišljati, mogoče koliko ljudem lahko s takšno objavo polepšaš dan, koliko ljudi je prebralo, pa ni nič se odzvalo nazaj, brez všečka, brez komentarja in tako naprej, a ne, ampak začneš mogoče gledati, kaj se bolj v ozadju potem te dogaja, a ne. A ti ljudje recimo rečejo, da so te spremljali in tako naprej. Jaz recimo sem nekaj časa nazaj, zadnjič, ni še toliko dolgo, objavila eno objavo, namenjeno ravno temu, da v bistvu nimamo nekih teh všečkov, mogoče imamo manj, a ne, manj odziva, ampak v ozadju pa se zelo veliko dogaja. Kar to pomeni je, da dobimo recimo lahko zasebna sporočila, da se dogajajo nakupi, da stranke pridejo do nas, da so že ogrete, da nas poznajo in tako naprej. In seveda vse to, da nas nekdo že pozna, čeprav z njim nismo nikoli bili v živo v stiku in tako naprej, se dogaja preko vseh teh omrežij, preko vseh teh komunikacij, a ne, in to se seveda ne more dogajati, če mi stopimo nazaj in se nekako potegnemo nazaj. Tako da mogoče namesto všečkov raje sprejmemo to, da si zadamo cilj, koliko bomo objavili, koliko bomo sebe delili in potem raje spremljamo v te kot to metriko uspeha, da nam je recimo uspelo narediti to, kar smo si zadali, a ne. In kaj še zelo, zelo pomembno je razumeti, pa to se ne dogaja samo pri meni, ampak tudi, ko se pogovarjam s kakimi podjetniškimi prijateljicami, ki so ful uspešne, a ne, se zelo pogosto tudi dogaja, da recimo včasih neke objave ali pa neki mail, ki ga pošljemo, a ne, ali pa kakšen dogodek, ki ga organiziramo, nima ali takoj efekta, pa efekt pride malo kasneje, ali pa nima navzven efekta v obliki všečkov, pa komentarjev in vsega tega, v ozadju pa takšne objave ali pa takšne akcije imajo večjo prodajo kot karkoli drugega. Tako da, a ne, tukaj bodimo pozorni mogoče, da edina metrika uspeha naj ne bodo všečki ali pa koliko imamo sledilcev in tako naprej. Drugo, kar sem želela se dotakniti, kar je zelo pomembno, je, da ne objavljamo samo zato, da bomo nekaj prodali. Prvo kot prvo damo v to energijo in se to čuti in je ta vsiljiva energija ali pa ta energija, da lovimo, lahko na drugi strani neprivlačna, ne? Ampak
delimo zato, da delimo zgodbe, da daš priložnost, da te spoznajo, da deliš sebe, da pomagaš drugim ljudem, a ne. Skratka, gre bolj torej, da prestavimo, torej, da nimamo samo objave za prodajo, ampak da objavljamo tudi zase, da delimo zase, a ne, ker na ta način se lahko hitreje ljudje tudi povežejo z nami, nas spoznajo in tako naprej. In zdaj že slišim kakšne pomisleke, ampak Maja, jaz res ne maram družabnih omrežij, to mi vzame ful veliko časa. Potem slišim že nekje v ozadju, joj Maja, jaz ne maram marketinga ali pa mailov in tako naprej. Ampak če pogledamo čisto v resnici, a ne, kako je to vse potekalo recimo 100 ali pa 200 let nazaj, v bistvu vsa ta orodja, ki jih imamo na voljo, so nam danes en velik blagoslov, ena velika bližnjica do naših strank, a ne, ker recimo pred 100 leti so mogoče morali natisniti na list in potem fizično razdeliti, a ne. Danes, kar nam je potrebno narediti, je to, da se usadimo za računalnik in si vzamemo čas in spišemo nekaj in dosežemo veliko večje občinstvo lahko. Tako da, če zamenjamo tudi to perspektivo, a ne, da ne maram družabnih omrežij, da ne maram marketinga, da ne maram oglasov, da ne maram, ne vem, karkoli še ti je takšnega, ne, da mogoče pogledaš, da v bistvu smo lahko hvaležni za vsa ta orodja, za vsa ta priložnosti, ki jih imamo, da lahko gradimo tudi zelo uspešno in pa precej enostavno, če smo čisto iskreni, svoj posel, a ne. In ko spremenimo to energijo, se bo to tudi poznalo potem seveda navzven oziroma pri prodaji. Pa me ful zanima, če se ti je že kdaj zgodilo, ker meni se to zelo pogosto dogaja. Mislim, zelo pogosto, zdaj je sicer malo manj, ker pazim, v kakšni energiji sem, ker pazim na svojo energijo čez cel dan, ne samo kot pišem, ampak je res takrat recimo, ko nekaj mislim, da moram na silo napisati, a ne, in grem s to energijo, je veliko manj efekta, kot če si rečem, glej, jaz imam to priložnost, a ne, in grem bolj iz užitka, bolj iz tega, da želim tudi svetu več dati, mogoče komu pomagati, mogoče bo nekdo slišal to sporočilo, pa bomo premaknilo kakšen korak naprej in tako naprej. In tiste objave so običajno veliko boljše, enako velja za maile ali karkoli drugega, kar ustvarjamo. Tako da te povabim, da spodaj v komentar zapišeš, kakšne so kaj tvoje izkušnje glede tega. Zdaj, če še slučajno nisi v našem zemljevidu legendarne prodaje brezplačnem 12-dnevnem programu, kjer delamo na prodaji mogoče malo na drugačen način in to precej holistično, potem te seveda povabim, da si rezerviraš brezplačno vstopnico na mod.si/zemljevid, oziroma če še nisi, da pogledaš že 2 treninga, včerajšnji pa prvi uvodni sta pa že kot posnetka tudi na voljo, tako da vabljen oziroma vabljena in se vidimo jutri na 2. oziroma 3. treningu.